Živijo in dobrodošli. Januarska epizoda podcasta Umetnost lenarjenja in z mano je Andrej Blatnik, profesor knjigarstva na Filozofski fakulteti, urednik pri Cankarjevi založbi in nagrajeni pisatelj. Govorila bova o knjigah, ne bo pa to nek podcast uporaben samo za tiste, ki bi mogoče radi pisali. Jaz verjamem, da pač tudi kdo, ki mene posluša in spremlja ta podcast, nima aspiracij, da bi bil pisec, avtor, pisatelj. Je pa skoraj zagotovo, lahko rečem, vsak od nas nekako človek, ki lahko uživa v dobri zgodbi. Ali bo to na odru, ali bo to v časopisu, v knjigi, v pripovedi, ustnem izročilu, ne. In zdaj ta pogovor, v resnici danes je pogovor o knjigah, je pa mogoče celo pretežno pogovor o zgodbah. Kaj je tisto, kar na zgodbi pritegne, kakšna so pravila mogoče uspešnic, bestsellerjev, žanra, pravila, ki jih lahko seveda tudi prekršimo, kakšni tipi bralcev smo, z Andrejem sva ugotovila, da se tukaj kar razlikujeva. V glavnem en kup vprašanj, ki jih veže ta ljubezen do zgodb, ki nas konec koncev spremljajo povsod. Sva seveda govorila tudi o tem, kako se zgodbo napiše, kako se knjigo izda. Andrej ima med drugim tečaj na to temo v sklopu navdihovalcev na aplikaciji MK+. Več o tem boste izvedeli v samem pogovoru, je pa link do aplikacije spodaj. Ampak to ni bil cel fokus pogovora. Ker pa je ta podcast o knjigah, sva se z Andrejem tudi odločila, da bova 2 knjigi podarila poslušalcem. In sicer sodelujete lahko vsi, sodelujete lahko za obe knjigi, podpisani imata posvetilo Andrejeva Pisanje kratke zgodbe. To je knjiga, ki je vodilna, nekako rdeča nit tega pogovora, kot boste slišali ogromno citatov iz te knjige, tudi če je ne zadanete, danes jo zelo, zelo priporočam vsakemu, ki se malo spogleduje s pisanjem. In pa moja druga knjiga, Znanost mirnega življenja. Sodelujete zelo preprosto, pridete na moj YouTube profil pod ta video, se prijavite na moj profil, se pravi pritisnite subscribe in pustite en komentar. To je vse. Komentar je lahko karkoli, lahko rečete živjo, pustite lepo misel. Če bo zelo nesramen, ga ne bom upošteval pri žrebu, ampak kjerkoli pač poslušate, tudi če ste zdaj na Spotify ali pa na neki platformi, kjerkoli, ni treba gledati YouTube videa, ni treba gledati 1 uro, samo pridite gor, stisnite subscribe, pritisnite spodaj komentar in ste v žrebu za knjige. Seveda to je relevantno za tiste, ki poslušate v realnem času, ker žrebal bom čez 14 dni od objave tega podcasta. V vsakem primeru, hvala vsem, ki poslušate, hvala vsem, ki berete. Teh je, kot boste slišali, manj, kot bi človek mislil in upal. In uživajte tudi v današnjem pogovoru. Ja, veš, Andrej, jaz sem slab v začetkih, ne. V otvoritvah, v uvodih, v vsem takem. Dobro, da se zdaj že nekaj časa pogovarjava tle za to mizo. Kar nadaljujeva. Preden sva začela, kaj bom jaz kar vzel tole, pa bom prebral za en uvod tole zadaj, kar piše na tvoji knjigi. Se mi zdi tak lep povzet, ne bom rekel, mogoče lep odgovor na vprašanje, zakaj sem glih tebe povabil na pogovor o knjigah, ki mi je, ti bom povedal en pogovor, ki sem se ga zelo veselil in ki mi veliko pomeni, ne. Odlično. Se pravi, Andrej Blatnik je doktoriral iz komunikologije, delaš kot urednik in univerzitetni predavatelj. Pred časom za fakulteto za humanistične študije v Kopru zasnoval predmet kreativno pisanje, učil med letoma 2002 in 2009. 15 let vodil delavnico pisanja kratke zgodbe, Lud literatura, v kateri se je mojstrila vrsta avtoric in avtorjev, ki zdaj sodijo med najbolj uveljavljene in nagrajevane pisce in piske kratkih zgodb v Sloveniji. Objavil si 14 knjig v Sloveniji. To je že malo stara izdaja, zdaj je že 18. 18 knjig v Sloveniji in prek 30 v tujini, ali prek 40? Prek 40 zdaj. Prek 40 v tujini, to je treba popraviti na tej stari izdaji. Ja, čakamo 4. izdajo te knjige, ne? Lepo. Njegove kratke zgodbe pa so uvrščene v vrsto mednarodnih antologij, med drugim v Best European Fiction 2010, dobitnik Zlate ptice, Župančičeve nagrade in nagrade Prešernovega sklada. Več kot 40 knjig, meni kdaj kdo reče, kako hitro pišem, ne, ker sem zdaj v 2 letih 2 knjigi napisal, ampak
Najbrž ti pišeš še hitreje. Ali? No, to je v bistvu 18 knjig pol v 40 prevodih. Skratka, in to pravzaprav tako, da se Zdaj si me malo prevaja, pomiril. brez skrbi. In prevaja se bolj ali manj samo nekaj knjig. Ne. Zdaj pišem seveda. neke esejistične knjige, ki so bolj ali manj samo za Slovenijo zanimive. Romani, kratke zgodbe, pa tudi knjiga, o kateri bova sklepam govorila, se pravi knjiga pisanja kratke zgodbe, pa so prevajani tudi v druge jezike, torej so zanimivi očitno tudi za druge kulture. Ja, mislim, ta knjiga Pisanje kratke zgodbe je bila zame danes praktično vse iztočnice, ki sem jih izpisal. Smešno mi je bilo, veš, ko sem ti napisal, če boš prišel, pa da ti seveda pošljem povzetek ali iztočnice, si napisal, ni mi treba pošiljati, bova se že zmenila. Ne? Tako. Obenem sem pa lih za pogovor s tabo največ iztočnic napisal do zdaj. Mogoče ti bo prav prišlo še kaj tako v pisateljskem življenju, če lahko tako prevzetno rečem. Ja, to mogoče, ja. Res, ker me je ta knjiga zelo navdušila. Pol seveda, jaz sem ljubitelj strukture. Ne? In sem si rekel, kako bo zdaj strukturirala ta pogovor. In sem rekel, deva najprej iti mogoče na pisanje, pol malo na branje. In ena stvar, ki mi je najprej padla v glavo in tudi med branjem tvoje knjige, mislim, da jo najprej izpostaviš, je ta balans talenta pa teorije. Ne? Jaz sem si izpisal ven, kar si napisal, in sicer ni vse v učenju, nekaj pa je. V reprezentanco se ne pride brez treninga in čeprav vemo, da so nekateri srčni kirurgi boljši od drugih, vseeno na operacije srca ne hodimo k naučenim samoukom. Veva pa, da kakšen naučen samopisec tudi proda ogromno knjig ali pa je zelo priljubljen. Kje je zdaj tukaj ta ločnica oziroma kako se to prekriva? Ja, to je gotovo eno od drugih pravil, ki imajo tudi izjeme. Zdaj ne bom govoril o 50 odtenkih sive pa takih svetovnih uspešnicah, ampak recimo, če omenimo kar zadnjo slovensko, še kar veliko uspešnico, kaj ne, da Bronjo Žakelj in Belo se pere na 90. Ne. Ona plej sploh ni nastopila kot literatka, torej ni delovala na tem polju, pa kar takoj, ne samo izjemno prodajana knjiga, ampak tudi bila nagrado Klesnik za najboljši slovenski roman. Torej to se da, je pa to bolj redko. Ne. Običajno je tako, da kot vsaka druga veščina ima tudi pisanje svoje zakonitosti, tebi lahko uspe, da skuhaš odlično kosilo, ne da bi vedel, koliko soli in popra je treba dati v govejo juho, ne, ampak bistveno lažje je, če nekatere stvari že veš, potem pa mal prekršiš tista pravila, za katera veš, da se jih da prekršiti brez večje škode za končni izdelek. Ja, sploh, ker tukaj je najbrž kot pisec, ki se vsaj zase lahko rečem, ko sem se usedel in začel pisati, ti si ne upaš trditi, če si dober, slab, povprečen, zanimiv, ne? Sebi najbrž si, če ne bi pisal, ampak ne moreš ti vedeti. Ne? Najbrž lažje veš, če imaš neko teorijo in rečeš, no, upošteval sem teh 5 pravil, ki so recimo zelo pomembne. Ne? Všeč mi je ta tvoja skromnost. V bistvu zelo veliko ljudi ravno misli, da so zelo dobri, zato ker se jim zdi tisto, kar so napisali, nekako tako zelo blizu njim. In to tudi je, ne? Ni pa nujno, da bo blizu tudi bralcem. To se velikokrat se ponavljajo te epizode. Ljudje recimo kakšne stvari vzamejo, kot da jih vsi poznajo in ni treba veliko od tega pisati, ampak so znane samo v njihovem domačem okolju. Tako da zmeraj je treba malo misliti tudi ne samo na bralca, ne? Ampak pravzaprav tudi na to, da kaj je že napisano. Ne? Ker kakšni včasih mislijo, jaz sem pa napisal nekaj, kar ni še nihče drug, pa pravzaprav take stvari izhajajo vsak dan. Ja, res je. Robert McKee je napisal, talent brez spretnosti je kot gorivo brez motorja. Intenzivno gori, vendar ne pripelje nikamor. Jaz tudi moram priznati, da po tem, kar se je zgodilo z mojo prvo knjigo in zdaj, kar se dogaja z drugo, sem dobil kvečem še več motivacije, da v svojo prakso vpeljem teorijo. Zato sem se tudi toliko veselil današnjega pogovora in kup vprašanj zate in stvari, ki bi jih rad predebatiral in se mi zdi tako, veš, da nekako če imaš neko predispozicijo mogoče, nek talent, da ti nekaj zlaufa, ne, jaz recimo za pisanje, mi hitro steče, če se usedem, pa si čas vzamem, ne. Se mi zdi, da je še boljš, da se takrat posvetiš še s teorijo. Zakaj ti to govorim, ker sem te hotel vprašati, a v tvojih izkušnjah so te pisci, recimo, pa ne zdaj Bronja Žakelj specifično, ampak recimo taki, ki se jim zgodi tak fenomen, odporni pol do teorije, v smislu, mi smo nad tem, ne, kaj bo meni nekdo predaval. Šeloma je med teorijo in prakso zmeraj en tak večni bojni spor. Praktiki zmeraj pravijo, kaj bo ta teoretiziral, ne se kar na terenu pokaže. In obratno, teoretiki pravijo, za praktike se oni sploh ne vedo, kaj delajo, to jim samo slučajno uspeva. Načeloma seveda teorija ni obvezna.
So ljudje, ki to dokazujejo, pisatelji, ki dokazujejo, da ni treba zelo veliko študirati. Zdaj, jaz sem mogoče malo bolj to poudaril, ker je v Sloveniji še dolga leta veljalo, da v bistvu ti pišeš, če si nekako imaš en božanski navdih, ali pa ne pišeš. Ne. To v bistvu ni res. Ne. Tudi praksa zdaj dokazuje, to zmeraj več knjig izhaja. Če povem samo eno tako številko, ki je res fascinantna. Prvo leto, ko so podeljevali nagrado Hlesnik, je 17 novih romanov išlo v Slovenijo, so ti tekmovali, zdaj je pa vsako leto 170 ali več. Torej, romanov je 10-krat več kot pred 30 leti. In ta številka je stalno rasla do neke meje. Zdaj smo morda prišli do meje, bomo videli. Ne. In tukaj gre za objavljene knjige, koliko je še tistih neobjavljenih. Ne. Torej, veliko ljudi začne pisati, ker ne da bi sploh tako razmišljali o tem, kaj so napisali že kakšni drugi pred njimi, ali pa da je treba o tem kaj znati in tako naprej. Pa se ti zdi to dobro, slabo? Oboje je dobro. Ne? Seveda po drugi strani je pa tudi slabo, če začneš nekoga ponavljati, če si zelo obseden s tem, da bi naredil nekaj takega, kot tvoj najljubši pisatelj, ker najbrž je ta tvoj najljubši pisatelj zato tvoj najljubši, ker ti je to naredil dobro in najbrž celo boljše kot ti. Ne, torej, ne rabimo zdaj v Sloveniji novih George'a Martinov pa Stephenov Kingov, rabimo nekaj drugega. Nekaj novega. Ne. Tako. Ja, mislim, sej so neke preverjene stvari, ki delujejo. Ne. Sej, recimo tudi Martin je večkrat omenja velike pisce, med drugim Tolkiena, ki jih je on bral, ne. Se da neke paralele potegniti, je pa naredil nekaj popolnoma svojega. Ne. Če ima Tolkien to visoko fantazijo dobrega in zla, je šel Martin v to dvojnost človeške duše in politike in na koncu bereš tisto njegovo knjigo in si ti res težko odločiš za nekoga, ali je on samo dober, ali je samo slab, ali je pač oportunist, ali je pač samo izigran zasodno. Tako da se mi zdi, da je ta neka svoja, ne, ti si celo napisal v knjigi, vem, da si vsak pisec lahko proba odgovoriti na to, kaj njemu teče z eno besedo. Ne. Se pravi, ne zdaj 3 stavke, meni gre boljš, kadar probam pisati na način, ampak pač ko samo recimo iskrenost, humor, ne vem, misterij, napetost. Ne. Ja, to je tudi en način, da sam sebi zastaviš neki izziv. Zato, ker, če že malo citirava velike avtorje z različnih koncev sveta, pa z različnih koncev literature, en moj zelo ljub citat je rekel Jorge Luis Borges, ki je blazno zaznamoval svetovno književnost svojega in tudi še do našega časa, pa ni dobil recimo Nobelove nagrade. On je rekel, vsak pisatelj na koncu postane svoj najslabši učenec. Torej, začne ponavljati svoj model in ga ponavlja in ga s tem izprazni. To se zelo velikokrat zares zgodi. Tudi mi pa tako beremo, da mi je ta knjiga všeč, ampak ne to, kar prejšnja, pa tako nazaj. Ne. Zato je zelo dobro v bistvu, da se pisatelj tudi zna razvijati. Da se pa zna razvijati, je pa dobro, da zna prebrati tudi svoj tekst, ne samo druge. Ne. In da vidi tudi v tem tekstu napake, ker ponovadi tako ne verjamemo preveč, kaj nam drugi pravijo, da je narobe, razen če gre za kakšne zelo ugledne druge avtorje. Tako da to je tudi eno tako zanimivo iskanje ravnovesja med novim in starim. Zdaj, ti si tudi urednik, ne? A to je tudi funkcija urednika potem najbrž, ne? Ja, zdaj v knjigi malo duhovičam, da urednik besedilo popravlja tako, kot mehanik popravlja avto, samo da voznik opazi, da avto ne vozi, medtem ko pisec ne opazi, da besedilo ne deluje. Včasih so res take zelo elementarne zadeve, ko si ravno omenil George'a Martina, jaz sicer nisem velik poznavalec fantasyja, tako da bom težko rekel, ampak knjiga, ki je tako zelo obsežna, ima običajno zelo veliko likov. Ne? In pol taka običajna napaka pisca začetnika je to, da vsi liki govorijo enako, se nekako obnašajo podobno. Mogoče so različno stari, ampak to bralec po nekaj straneh spet pozabi, pa ne ve več, kjer je zdaj dober, pa kjer je slab, pa kaj je med njimi, pa tako naprej. Ne. To je treba, te like treba zelo previdno nekako označevati na način, ki je bralcu všeč. Spet pa ne smemo imeti zdaj tako biti tako ambiciozni, da bojo zdaj govorili 6 ali pa 7 različnih slovenskih narečij, da jih bomo lažje razlikovali. To pa spet malo smešno zgleda. Ja, točno to, ker če pomisliš, kako srečaš človeka v družbi, ne, na ulici, bo odvisno od izobrazbe, od službe, od razpoloženja, od starosti, katere besede bo zbiral. Ne. In tukaj se mi zdi, da je hitro vse dosti podobno in tudi to, da so kdaj dialogi zelo neverjetni, ampak pač, da jim težko verjamemo. Ne, da nekdo reče, joj, kako sem besen. Ne. In se mi zdi, da je to malo lahko, pa me popravi, če se ne strinjaš, problem slovenskih filmov, ki iščejo to dikcijo, ne, ali bo strogo knjižna, kje pa si vendar hodil tako pozno, ne?
ali bo strogo pogovorna. Ne? Se mi zdi, da si to v moji knjigi prebral, možno, kjer to ravno to pišem, ampak pišem, da je bil to bolj problem v preteklih slovenskih filmov, ker so bili na nek način dosti gledališki. Zdaj, uvajanje te ulične govorice v književnosti v Sloveniji še zmeraj nekako rahlo problematično, vsaj odkar je Goran Vojnović napisal svoje Čefurja in Ravski, so bili spet velik uspeh, tako nagrada Kresnik kot bralni odziv, je ta problem malo manjši. Lepo enostavno zato, da, kot si sam rekel, ne samo, da ljudje govorimo različno, tudi mi govorimo z različnimi ljudmi različno. Ko nekdo pride recimo k tebi kot zdravniku, bo s tabo govoril drugače, kot govori s svojo prodajalko zelenjave in podobno. In tudi jaz, če bo prišel v ambulanto univerzitetni profesor, vrtnar, zdravnik, bom imel mogoče malo drugačno dikcijo do njega, v želji, da bo razumel kot pisec, pa ne morem predvidevati, kdo bo bral. Ne? In to ti, če se prav spomnim, v svoji knjigi ne pišeš, da je dober. Ja, v bistvu ne moreš predvidevati, zmeri sicer računaš na neko približno bralstvo, tudi če nezavedno. Vsakdo hoče napisati seveda knjigo, ki bi jo prebrali in zlasti kupili vsi, da bi bila to res velika uspešnica, ampak pravzaprav, ko res delaš, potem te tudi mal tekst sam naprej pelje in nekatere bralce najbolj že zgubljaš in ne začneš razmišljati, zdaj moram dati pa več preprostih stavkov, da me bo več ljudi razumelo, ker že tvoja vsebina tega ne dopušča. In obratno. Ja. Super, zdaj sva kar otvorila, bom jaz mogoče te vprašal, se pravi, če greva, kako napisati knjigo, zdaj recimo. A to lahko naredi kdorkoli in a se ti zdi smiselno, da nekdo da pač to proba kdorkoli. Zdaj, to, da nekdo napiše knjigo, je najbrž precej smiselno, da vse zadnje je to tudi neko terapevtsko dejanje. Dr. Janez Rugel, znani zdravilec bolezni odvisnosti, je recimo vsakega, ki je prišel k njemu na terapijo, najprej zadolžil, da napiše nekako svojo življenjsko zgodbo, kakšnih 70-80 strani, in to ni tako malo. Ker je to na nek način pogled od zunaj vase. In tako se človek malce objektivizira. In potem se da seveda o tem kaj spregovoriti. Drug problem je, če hočeš to knjigo na vsak način objaviti. Zato, ker tle se pa začnejo težave. Življenjska zgodba tvojega soseda je morda sosedu zelo zanimiva, nekomu, ki pa živi 4 ulice, pa niti ne več. In potem gre tudi za to, kako znaš tisto, kar si napisal, napisati. Velikrat srečamo to mnenje in mislim, da ga tudi v knjigi nekaj navajam, da se bojo ljudje med preprosto zgodbo napisano na zelo zanimiv način in zelo zanimivo zgodbo napisano na dolgočasen način zmeri odločili za preprosto dobro napisano zgodbo. Zato, ker je to medij, ki nam posreduje to izkušnjo. To se mi zdi zelo smiselno. Tudi nek vsakdanji človek, ki doživi, to sta dve nekako, lahko je vsakdanji človek, ki doživi neko neverjetno zadevo, ali pa nekdo čist neverjeten, ki gre po zelenjavo, ampak oboje je lahko dobro napisan. Tako je, res je. Pa če pri začetkih, zdaj, zelo fajn mi je bilo, ko si pisal v tej knjigi tvoji o naslovu, napisal, seveda naslov je pomemben in pa si dal primere, jaz sem si jih par izpisal, recimo naslov 100 let samote bi lahko bil zelo dolgo osamljen. Ta je malce šolski, kaj ne? Ali pa še boljš, če furi raus, južnjaki ven. Kako to naredi nek drug zven? Galjot ali zasužnjeni veslač. Skoraj težko spregovoriš. Tako da se mi zdi, da sicer daleč od tega, da mora naslov najbrž na začetku biti na papirju. Jaz sem obe moji knjigi v bistvu nekje na polovici bolj proti koncu našel, tisto, kar mi je ustrezalo. Ampak neko idejo pa moraš imeti. A je težko pisati? Kaj bi rekel? Kot za koga. To je zdaj, načeloma tle obstaja več ljudi. Eni pravijo, da blazno trpijo, ko pišejo in da to je grozno in tako naprej. Potem se človek malo vpraša, so res tako veliki mazohisti ali kaj pravzaprav, bomo tudi mi trpeli, ko to beremo. Pisatelji to povejo. Seveda pisatelji. Vsakdanji. Pisatelji, ki so objavili knjige. Ja, seveda. To pa res je pa po drugi strani prej, ko so začeli o tem govoriti, zakaj pa ljudje tako radi pišejo. Ker včasih v Sloveniji pravimo, da več ljudi piše, kot bere. In podatki o prodaji knjig ali pa o branju knjig, pa o tem, koliko knjig izdamo,
ne govorijo čisto tega, ampak grejo stvari nekako v to smer. Ne. Deloma tudi zato, ker s tem, ko pišeš, bereš nekako samega sebe, svojo notranjost, kaj te zanima, kakšna je tvoja psihologija, kaj te privlači. In to je zanimivo za slehernika. Saj zato so tudi zelo popularne različne variante psihoterapije. Ne. Saj zato je recimo Henry Miller imel odlične pasaže v svojih romanih, ko razlaga, kako ljudje hodijo v Parizu k psihoanalitikom, zato da jim lahko govorijo in potem jim nazaj psihoanalitik reče, zanimivo. Samo eno besedo. Tako, ampak že to, da lahko izpovejo nekaj, jim že nekako na nek način tudi dokazuje, da so in da so drugačni kot vsi drugi. Da imajo neko svojo zgodbo. Ne? Tako. In tudi, zakaj sem te vprašal, če je težko. Mislim, meni kdaj kdo reče, ne, joj, super, ko si to napisal, jaz ne bi mogel nikoli, jaz pa sovražim to, ne moram niti enega stavka. Pa tako. In pa se kdaj vprašam, če je to neka zapoved, ki si jo je človek samo dal. Ne? Ker jaz recimo, ko sem se prvem letniku medicine usedel pred učbenik biofizike, sem si mislil, mojega študija je tukaj konec. Jaz pač ne bom nikoli zdravnik, ker tiste enačbe, ne, in tam ti piše, kot vidimo je, pa neko pojasnilo, ki ga ne razumeš. Ne. In potem, jaz bi tako lahko rekel, to je meni katastrofalno, moreče, jaz pač tega ne morem. Dobil sem 7, naredil sem letnik, ne. Ni moja najboljša ocena, pa kaj. Ne. Se pravi, in tle en primer sem najdel na internetu, oziroma mislim, da mi je oče povedal, Matjaž, napiši kratko zgodbo, ki vsebuje religijo, politiko, seks in skrivnostnost, mystery. Ne. Se pravi, tako v bistvu ni lahka naloga, ne. Tako si misliš in politika, religija, seks, mystery, kako bo to. In odgovor je, o moj bog, je rekla kraljica, noseča sem, me zanima, kdo je oče. No, evo, vse v nekaj stavkih. Imamo zgodbo končano, ne. Se pravi, tukaj se mi zdi ta domišljija in ene par, ti v tej knjigi prav specifično par, tako fantastičnih, tako kratkih zgodb, tudi kot primer daš, ne, ali pa izsekov, da ti res malo poruši to, nekaj sploh je kratko, ne, mislim, se to ni zapisan, ne, zgodba je lahko ena stran, par stavkov. Tako, tudi en stavek so nekatere. Ne? Da, recimo. Ampak da se vrnem k tistemu, kar si prej rekel, seveda to, ne morem nič napisati in to absolutno ne drži. Ne? Človek ima zelo močno blokado pred tem, da bi kaj delal, česar nekako v življenju ni vajen in se drži nekega varnega območja. Vsakdo lahko seveda piše tudi literarni tekst. Je pa seveda kvaliteta te literarnosti odvisna od marsičesa, tudi od talenta in pa zlasti od ene stvari, ki jo ljudje radi pozabijo. Drago Jančar je enkrat zelo dobro rekel, na začetku pisanja je branje. Namreč več, kot ti prebereš, bolj ti veš, kako lahko tisto zgodbo, ki jo ti hočeš napisati, potem tudi poveš. Ker s tem spoznavaš, kaj vse je mogoče. In to je zelo koristno pri tem. Tudi mislim, da si napisal, da ta pisateljski blok, ki ga lahko vsak pričakuje, je na nek način lahko premagaš z branjem. Tako, to ima Robert McKee, ki smo ga že omenjali, ima zelo dober stavek, če imate pisateljsko blokado, rešitev preprosta, pejte v knjižnico. Vzemite nekaj knjig in boste takoj videli, da vas bo to malce premaknilo. Meni je recimo bila, jaz zdaj pišem tak zelo počasen projekt, ampak pišem en fantazijski roman in ko sem si v glavi skiciral pa narisal na liste papirja in to neko to generalno zgodbo in generalni potek, seveda svoj svet, je bilo tega zame preveč. Da bi jaz takrat, jaz sem mislil, da moram imeti like napisane, komu se kaj zgodi, kdaj se kdo obrne, kdo se zjoka, kdo se ubije, kdo se ne. In sem si rekel, to bom jaz samo skiciral 4-5 mesecev. Pa sem pa prebral en odlomek iz tvoje knjige, ki mi je izjemno spregovoril z mano in sem ugotovil, da, vse ga bom kar prebral. In sicer, ko igralec biljarda stopi s palico za mizo, še ne more preučevati kombinacij. Vse je še neskončno in vse je mogoče. Zato udari, krogle se razletijo, se razpostavijo po mizi v določen položaj, ki nudi različne možnosti za naslednji udarec. Med njimi igralec izbere najustreznejšo. Nato je na kombinaciji vse manj in slej, ko prej ostane ena sama, ko je treba črno kroglo poslati v natanko določen žep, krogle so pospravljene in zgodba končana. Jaz sem, že preden sem to prebral, sem našel svojo rešitev za to težavo, ki sem ti jo povedal. In sicer sem si rekel, v redu, zasuva me količina informacij, ki jih želim dati v ta roman, dajmo začeti. In sem opisal pot nekoga od taksi postaje do sestanka. Pot po ulici, kaj je videl, kaj je čutil, kaj je razmišljal, koga je tam srečal in kako so se pozdravljali. Mikro slika tega, kar bom na koncu povedal. In potem sem začel
naprej na ta način pisati, ne, in jaz sem vedno zelo skeptično reagiral, ko sem prebral, ko rečejo, kakšni pisatelji, mene je moj lik presenetil, sem si mislil, dejno, ali si ti pisal, no, kako te je presenetil, ampak ta lik, ki sem ga jaz napisal na svoj papir, na svojo super skico, kot nekoga, ki bo samo predstavil nek element zgodbe, je postal glaven plot element prvega, ker se je tako dobro obrnil in sam se mi je ponudil, en mehanizem se mi je odprl, sam s tem, da sem ga spremljal in opazoval, in nisem tega, ni šans vedel vnaprej, da se bo to zgodilo, ne. Ja, lahko te potolažim, da večina svetovnih avtorjev pravi, da si zgodbo izmišljuje sproti, ko jo piše. Zdaj, tisti avtorji, ki so v tej manjšini, ki si to ne izmišljujejo, so po večini avtorji kriminalk ali pa recimo kakšnih drugih zgodb, kjer ti mora biti pač jasno, Točno že ko vsak, začneš, kdo bo morilec, če že ja. nekaj več. Seveda tudi avtorji, tako recimo temu umetniško-ustvarjalne proze, si včasih naredijo načrt, pa si vse narišejo na nek velik plakat na steno, pa potem temu sledijo, ne? Ampak zelo veliko nas je pa takih, jaz sem tudi med temi, ko nekje začnemo, imamo eno osnovno frazo, kot da bi glasbenik udaril en akord, pa skupina se na ta akord odzove in počasno nadaljujejo in ne vejo, bojo igrali 5 minut ali 20 minut. Ja, in sploh za nek ambiciozen projekt, ker bi ustvaril svoj svet, en velik zaplet, ki sem se ga, ta glavni zaplet, kot recimo v kriminalki, imam. Ampak kako bo zdaj ta lik moj prišel do tja, kaj bo na poti srečo, kdo ga bo užalil, kdo mu bo všeč, ne, to pa se dogaja sproti in kdaj si navdušen pol nad tem, kako ti ta lik, ki se je pojavil, spregovori s tamo. Ne. To je zelo simpatično, zato ker te pol v bistvu lik naprej pelje, ker pišeš tudi zato, ker te zanima, kaj se bo s tem likom zgodilo. Je zelo dobra motivacija. Ja, in se veseliš. Tukaj jaz mislim, da je res, da bo nekomu zanimivo tvoje branje, mora biti zanimivo tudi tebi. Ne? To ne pomeni, da bo nujno drugim, ampak če si že ti tam, ne morem več, ampak bom še malo to drevo opisal, ker to dobri avtori delajo, ne? Kako tle listje pada na 2 straneh, to je tudi Tolkien delo. Če greš na to na silo in če si že ti tam malo utrujen, ne? Kako bo kdo vzel to za tabo? To težko, ne, pa da vržemo vmes še en tak zelo praktičen nasvet, ne, temu se da zelo hitro odpomoč, kot bi se reklo malce umetelno, da začneš svoje tekste brati na glas, ne samo potihem, ker pa malo preskočaš, pa ko bereš pošivno, pa bereš, pa vidiš, ne, ene stvari začneš kar malo hitreje brati, zato ker te dolgočasijo, ne moreš iti skozi nje, ne. To je kar dober preskoz. Vprašanje, ki ga jaz res ne maram, ne? Pa ga zelo, zelo pogosto dobim. Kako najdeš čas za pisanje? Zelo pogosto, skoraj na vsakem intervjuju, na vsakem knjižnem dogodku, na Instagramu. Če me kdo tako sreča v službi, kje pa mi reče, super knjiga, hvala, ampak kako? Ne, ti si oče, zdravnik, ne? In ne maram ga in v resnici, če sem iskren, ga ne znam odgovoriti. Res. Sicer sem bral že v eni drugi knjigi, pa zdaj še v tvoji, ne, to, kako si moraš čas vzeti. Ja. Ne. Če ne najdem časa za pisanje, mi nekaj drugega pomeni več kot to. Ne. Ampak ljudi to tako fascinira, ne, da jaz pišem ob svoji službi, recimo, če bi se srečala, ne bi pisal knjig, pa bi ti rekel, pogledal sem celo sezono tiste serije, bi ti rekel, super, kaj si misliš, jaz sem jo tudi, ne bi rekel, kje si najdel čas, ne, kdaj, ker to je nekako prostočasna dejavnost, pisanje se pa se mi zdi še vedno. Vse mogoče to iz nekega respekta. Ne. Zgleda, da jaz grem v neko sobo v katedrali, se zaprem, ne, z kosom kruha, mlekom in peresom, ne, in 7 ur pišem. Čeprav priznava, da pisanje v bistvu je prostočasna dejavnost. Prvič zaradi tega, ker je ta čas zate prost in lahko pišeš ali pa ne pišeš. Drugič pa, če malce je spet duhovičva, celo zate, ki si eden najbolj prodajenih slovenskih avtorjev, denar ni tak, da bi lahko od tega preživel. Torej, zato žrtvuješ svoj prosti čas. Ne. In to velja tudi za cel svet. Ne. Pravzaprav avtorji delajo, pišejo potem, ko delajo kakšno drugo službo. Jaz recimo veliko pišem na dopustih, ne, tako imam ogromno stvari skiciranih, ampak se ne utegnem med predavanje, ker imam uro pa pol pauze, ali pa če nihče ne prije na govorilne ure, zdaj napisati nekaj strani romana. Ne, ampak si naredim neke beležke, potem pa nekamo sama, prenosnik in potem to delaš. Ne. To je res važno, je to zdaj metoda, ta čas je prepuščen tebi, kako si ga boš organiziral. So pa ljudje res, tudi jaz poznam tudi take na slovenski sceni, ki sicer živijo sami, ampak so si najeli nekje neko sobo, grejo tja, so 8 ur v tisti sobi in napišejo. Mislim, da je Stephen King imel, oziroma ima tak proces. Zelo verjetno. Ker on 3 knjige na leto tudi izdane. Ampak jaz čutim sebe, kdaj mi paše pisati. Ja. Moram pa reči, da čutim to, ni ta problem, da mi ne bi pasal. Problem moj je, da mi paše, pa nimam dovolj časa, ki bi ga rad ta trenutek imel. Ne?
to je prostočasna. Ampak to sem hotel povedati, ja, če jaz rečem za prostočasno dejavnost, sem pogledal celo sezono te serije, se zdi ljudem manj čudno, kot če rečem pisal sem. Ne. Ja. Kar se tiče pa, ja, da živiš od tega, ne, zdaj mogoče kdo, ki naj jo posluša, si je že pomislil, mogoče je čas, to je moj znak, da začnem, pol bo pa kupil to tvojo knjigo ali pa zadev na najni nagradni igri in bo prebral notri sledeče. Veliko analiz dokazuje, da je pisanje ena najslabše plačanih dejavnosti, če presujemo po urni tarifi. Ne, vsak, ki začne pisati, bi rad bil George Martin ali pa Adam Kay, recimo, ta veliki, ki se omenja v povezavi z mano. Zakaj pa zdaj to tako? Ja, to je pač neka preprosta resnica, zato ker pisanje pač zahteva zelo veliko časa zase, ne samo časa, ko res tipkaš svoje stavke in jih oblikuješ. Potem rabiš nek čas, da pridejo ideje, rabiš tudi tisti čas, no vse zadnje, da bereš, da boš svoje morda genialne ideje lahko tudi podobno genialno napisal. In potem je še to, da rabiš tudi čas, da tekst prebereš, ga popraviš, ga še enkrat prebereš, še enkrat popraviš in tako naprej. Ponavadi tista prva verzija ni najboljša. Ja, jaz sem zase ugotovil, pa si rekel, lej, trenutno najbolj prodajane knjige v Sloveniji ni vseeno mali honorar, ne? Ampak jaz še nikoli se nisem usedel misleč, zdaj bom pa pisal, da bom dobil honorar. Ne? Pišem, ker mi paše, ker mi je všeč, ker se rad potem, to je neka ekspresija, imam neko zgodbo, ki jo želim povedati in konec koncev lahko zvečer vzamem telefon in eno svoje poglavje odprem, ga preberem in mi je všeč in to mi daje ogromno motivacije in veselja. Ne? In vem recimo, da tudi ta fantazijski roman, o katerem govoriva, ki mi je zelo ambiciozen projekt, ki ga pišem v angleškem jeziku, to mi je še največji izziv, ne vem, če bo kdaj objavljen. Ampak meni je snovanje te zgodbe v tako izjemno veselje, ker sem jo snoval že 2 leti v glavi, preden sem začel pisati, ker si nisem upal. Ne? Meni to toliko všeč, ne? In se vračati, te like spremljati, kako se oni spreminjajo. Ne? Da je to, kot da bi imel nek drug hobi, kot da bi šel vrtnart, kot da bi šel kolesart, se pravi nekaj, kar te izpopolnjuje. Seveda, če bi računal ure, je pa, mislim, druga zgodba. Če ti Netflix kupi tekst, najbrž gre, ampak koliko se jim to zgodi? No, pri pisanju je res fajn to, da si čist sam od sebe odvisen. Ne? To ti res lahko tam narediš, kar hočeš. Če igraš v bendu ali pa če igraš nogomet, si zmeri odvisen od podaj, od ritma, ki ga ustvarjajo drugi v službi, si tako odvisen od vseh svojih sodelavcev. V večji ali manjši meri pri pisanju si sam. Ne? Zlasti dokler nočeš tega objaviti. Pa pridejo seveda uredniki, ki hočejo kaj drugače, pa kritiki, ki te razložijo, da si slabo naredil, pa bralci, ki jih ne zanima preveč ali pa jih zanima preveč, pa hočejo zvedeti še več. To je zelo zapleteno. Pa imaš tudi ta uspeh, recimo neka knjiga zelo uspe in vsi bralci hočejo, da kdo napiše naslednjo knjigo, ampak čisto tako, kot je bilo vnaprej, ker ne bi on jaz nekaj drugega. Ne? Torej, so avtori, ki postanejo žrtve svojega lastnega uspeha in se začnejo tako ponavljati. Ja, se ti moram reči, da sem jaz zbiral pogum, da sem takoj, ko se je to zgodilo sivo cono, sem rekel, moja druga knjiga mora biti medicinska, anekdote, ne, zdravstvo, nujno, ne bom razočaral vseh ljudi. Ne? In sem tudi sem začel in mi ni šlo, ni mi steklo in potem sem napisal v bistvu knjigo o mirnem življenju s podobnim slogom, ampak čisto drugačno in to je bil tak malo strašljivi moment. Jaz sem si rekel, noben ne bo tega bral, ljudje bojo razočarani, bojo rekli, on je fenomen ene knjige, ne, druga je že tako. Malo si se motil, si zdaj ugotovil po knjižnem sejmu, ker si bil izjemno prodajana knjiga. Na srečo, ja. Viš, to, se mi zdi, da tema je vseeno taka, ki jo mi zelo potrebujemo. Absolutno. Zdaj sem šla malo iz tega, kako začeti v to, kako biti dober. Ne. Ti si rekel, na začetku pisanja je branje, več bereš, boljši si, ampak jaz, kar sem opazil, in tu se boš zagotovo strinjal, ker ni neka topla voda, da več ko pišem, boljši sem. Tudi to je res, kot pri vsaki stvari, ne vaja dela mojstra, pravi pregovor. Ja, meni je v srednji šoli so mi super šli eseji, neke pravljice sem pisal, dramska besedila, nič nisem pisal 7 let faksa, leposlovnega, samo učil sem se, bral, ne vem. In pol ko sem začel pisati sivo cono, mi stavk napisati na berljiv način mi je bilo 10krat teže, kot mi je zdaj, ali pa mi je bilo v srednji šoli. In po 1 tednu mi je bilo lažje, in po 2 tednih mi je bilo lažje. In zdaj čutim, da 3. moja knjiga bo najboljša slogovna do zdaj. Ne? In se mi zdi, da je to mogoče za, ne vem, navdih in motivacijo nekomu, ki začne, pa mu ne steče takoj.
Ja, sej v nobeni stvari ne moreš pričakovati takoj rezultatov. Ne igraš ti en dan nogometa na travniku, naslednji dan že Barcelona in Real se cufata zate. Pri vsaki stvari grejo stvari nekako postopoma. In to velikokrat prehitro pozabimo. Ja. Imaš pa ti par zelo praktičnih nasvetov, to se mi zdi dodana vrednost teorije, ne? Da recimo tudi, če nimaš izkušenj, se lahko nečesa držiš. In ena stvar, ki sem prebral, pa mi je, bom zelo upošteval pri pisanju in mi je dal misliti, ker nisem prej ozavestil, je to, človek, ki pobira odvrženo jabolko. Tega človeka gleda bogataš z gnusom in revež z zavistjo. Se pravi, ni treba, da opisujem tega človeka ali njegov socialni položaj, dovolj je, da opišem način, kako opazuje ta prizor. Da ne rečeš, nekdo pobira odvrženo jabolko, mimo gre zelo bogat človek, ki ima milijon na računu in ga pogleda, ampak samo rečeš, mimo gre gospod, ki se mu spači obraz v izraz gnusa. Ja, to je tisto osnovno pravilo pravzaprav šole kreativnega pisanja, ki pravi zelo preprosto: pokaži, ne povej. Torej ti pokaži, kako se človek v eni situaciji obnaša, in bralca imej za dovolj pametnega, da bo iz tega razumel, da je ta človek bodisi zelo samovšečen ali pa preveč ponižen, če dava samo dve naključni možnosti bi igral. Ker s tem bralcu daš manj informacij, ne? In kakor si ti napisal, sicer bralcev je več različnih vrst, je to celo fajn ljudem, ki beremo, da ti knjiga malo pusti. Ne? Ja. Te ne vodi kot... Zelo veliko bralcev, nekateri bralci seveda berejo samo zaradi zgodbe in so zadovoljni že čisto z zgodbo, ampak zelo veliko bralcev pa seveda hoče ustvarjalno prispevati k tej zgodbi, se hoče opredeliti do likov, hoče zapolniti neznana mesta, približno tako kot v kriminalki recimo razmišljamo, kdo bi bil lahko morilec, in se počutimo razočarani, če je morilec res tisti, ki smo mislili, da je. Želimo, da nas... Želimo, da nas stvar preseneti. To je pač tipično za kriminalko. Mi hočemo biti malo okolj prenešeni, če rečem po domače. In tukaj je podobno. Lik nam je zanimiv, če ga ne spoznamo čisto takoj, ampak ga moramo počasi spoznavati. Ja, celo sem bral kdaj kriminalke, ko sem listal in pa vidiš, koliko je še do konca in si kar misliš, če bo zdaj še eno brat, je dobra knjiga. Če ne, cel nekak verdikt, cela ta moja ocena zavisi na tistih parih straneh. Ja, to so že neki taki zanimivi žanrski vzorci, ki jih pa včasih zelo dobro ironizira. Recimo ena angleška avtorica kriminalk, precej znana Ruth Rendell, ona ima neko kriminalko, kjer že na začetku zvemo, kdo je morilec. Celo knjigo se pa sprašujemo, zakaj ta simpatična stara gospa pobila celo družino, ki je celo življenje služila. In na koncu to izvemo. Ne bova zdaj kvarnika dodala, morda bo kdo to prebral. No, ampak to je zanimivo, ker jaz sem drugače ljubitelj kriminalk, tudi na televiziji, in ko sem bil star nekje 10, 12, 14 let, sem se zaljubil v serijo Columbo. Še zdaj se mi zdi ena najboljših kriminalnih serij. In kar pa je bilo razlika pri Columbotu napram drugim, ki sem gledal, je točno to. Oni začnejo s tem, ko pokažejo, ko nekdo ubije nekoga, in potem je cel film samo o tem, kako ga bojo ujeli. Se pravi, ni tega skrivnosti. In ko sem prvega Columbota gledal, sem šel iz tih hollywoodskih nekih, kdo je bil morilec filmov, sem bil razočaran, sem rekel, a bi sploh gledal. Spomnim se tega občutka pred 20 let nazaj, spomnim se ga, sem rekel, a bi šel v videoteko, ki so takrat še bili, in si sposodil kaj drugega. Pol pa vidiš, kako zanimivo, kako ni enega pravila, ne? Ni zdaj kriminalka, če pokažeš morilca, si slab. Ni. Ja, to je pač na drug način ustvarjen suspens. Ta napetost je nekako iz drugega razloga prišla med bralca in tekst. Se pravi, zdaj sva rekla, kako postati dober. Pokaži, ne napiši. Ne? Se pravi, zelo lahko je napisati, Janez je sedel za mizo in bil je besen. Lahko pa pokažeš, kaj dela, kako drži čeljust, kako se obnaša. Ne? Poj pa ena stvar, ki je važna. Vsak stavek, to si napisal, ki ga brez izgubo za zgodbo lahko prečrtate, tudi morate prečrtati. Se pravi, ko ti greš v neko revizijo svoje knjige, ni nujno, da boš samo dodajal. Ne, nasprotno. V bistvu prava revizija je tako, da črtaš, da vsak stavek mora ali peljati zgodbo naprej, mora nekaj povedati o zgodbi, ali mora pa bolj portretirati okoliščine, v kateri se zgodba dogaja. Recimo, malo bolj pojasniti lik, kaj je tazga. Da mi zdaj opisujemo nekaj, kar je zelo nepomembno na zgodbo, kakšne so ulice v mestu, ko je jesen, to ni večjega haska, to lahko ljudje sami vidijo, oziroma tem so pisali že mojstri realističnega romana, ki jih danes težko beremo, ravno zaradi tega, ker nismo navajeni to vrstnih opisov več.
Ja, seveda nek slog moraš najti. Ne? Napišeš tudi sam, da vsako pravilo lahko prekrši pisati, če ve, da ga krši in ga zavestno krši. Ne? In ve, zakaj ga krši. Ja. Ampak to črtanje besed, to jaz opažam pri svojem pisanju, da zelo delam. Ravno Stephen King ima tudi eno knjigo o pisanju, On Writing. Znam, seveda, ja. Ja, to ne dvomim. Ja. In ker jaz imam njega zelo rad, bom rekel, niso mi čisto vse, kar je on napisal, všeč, se piše roman na teden skoraj, ne? Ampak nekatere njegove zgodbe, sploh kratke zgodbe, so mi fenomenalne. In on je napisal, da med drugim kako pišeš, ne vem, hello, she said, ne? Da ta he said pa she said je najboljša oblika. Da ti rečeš, he shouted angrily, ne? He replied condescendingly. Te prislovi, ki nekaj pojasnijo, če on reče, get out of here, he shouted angrily. Valjda ni bil miren, če se je to zadrl. Ja, ni potrebe. Ja, ni potrebe. Dvakrat si povedal isto. In v bistvu si bralca kot nekega bedaka vzel, da zdaj on, če ne bom napisal, jezno se je zadrl, da ne bo bralc vedel, da je bil jezen. Kaj je bil mirno, se je zadrl. A veš, na ta način. Ja. Si omenil, da sem vodil literarne delavnice dolgo let, ne? In velikokrat smo se precej ukvarjali ravno s tem, ne? Kako počrtati vse nepotrebne pridevnike iz besedila. Ne? In tudi nekatere danes zelo uspešne avtorice so kar malo traumirale zraven, ne? Ker smo jim razlagali, ne rabiš tega, pa še onega, ja, pa bo tekst precej krajši, ja, pa bo zato precej boljši. Ja, tudi na ta način delujejo. Sem bil na enem spletnem tečaju urednika Wall Street Journal. Oni rečejo temu tight writing. Tako je. Kako bi to prevedel v slovenščino. Da, ko bereš te vrhunske, fenomenalne pisce s člankov Guardian in to, kako teče beseda, ne? Brez nekih. In on kaže, kako lahko ti zakompliciraš za brez veze neke besede. Ne vem, to je nek primer, ko v smislu. Barvi rdeča in siva se čudovito povežeta v harmoniji ob skupni uporabi. In on to razčleni do točke, ker lahko reče, rdeča in siva pašeta skupaj. Ja. Pove enako, seveda sta barvi, zakaj bi še enkrat povedal, v harmoniji skupaj, ob skupni, a veš, se pravi, in v resnici seveda vsak pisec ima nek svoj slog, a ne, in se mi zdi, da to važno povedati, da ne bomo vsi isti, ampak kako se bolj bere tako besedilo, ko pa to mi je zanimivo, kar si rekel. Vidim, zakaj bi ljudje lahko rekli, to bo slabš, to bo kratko, to bo brez duše. Ne? Ampak se mi zdi, da duša pride mogoče od druge, ali kaj? No, tudi zanimivo je, da si to omenil v povezavi z tujimi tiskanimi mediji, to takimi zelo znanimi. Ne? Jaz sam, recimo, kadarkoli pridem v Ameriko, si takoj kupam New York Times, zato ker tam se izrazito vidi, da imajo uredniki, ki resno delajo na tekstu. In tam izkušen urednik, kot sem sam, ne, si mislim, da sem sam, nimam kaj črtati, ne, ker so že vse oni počrtali, kar je bilo treba počrtati. Tam imaš res tekst nabit z informacijami, ne, in je res vredno, recimo, to prebrati tudi na teme, ki te sploh ne zanimajo, zato ker s tem ne zgubljaš časa, ampak izveš nekaj novega na zelo učinkovit način, ki pa hkrati ni dolgočasen. To ne bereš borznih poročil, ampak bereš zgodbe iz življenja. Zgodbe, ne, to se mi zdi tudi fajn, ta zgodba. Si nekdo reče, jaz ne pišem zgodb, jaz pišem, ne vem, članek. Ampak kako se zgodbe povežejo v vse? Ne? Jaz tudi sem napisal knjigo Znanost mirnega življenja, podajam neke informacije o meditaciji in to, ampak v vse so vpete zgodbe mojih bolnikov, mojega boja z nespečnostjo, Churchilla, zgodbe, ki sem jih prebral, zgodbe, ki sem jim bil priča in v tekstu o borzi so lahko zgodbe, ne? Absolutno. Zgodba je itak vezivo sveta. Ne? Mi brez zgodbe nas ni, ne? In brez zgodbe nas niti nočemo, da bi bili, ne? Ker vse, kar si želimo za svojo prihodnost, se nekako upisuje v našo lastno zgodbo. Ne? No, zdaj pa si omenil, že parkrat sva rekla, no, tudi urednika, se sva tudi že malo povedala o tem. Jaz ti moram povedati, da nisem vedel, dokler nisem izdal svoje prve knjige, kaj je funkcija urednika pri knjigah, ne? Zdaj pri revijah se mi je zdelo, on mora nekako filtrirati, preverjati informacije in tako naprej. In zdaj nekdo, če želi izdati knjigo, recimo, ne, potem to vprašanje samo založba. Med drugim imaš ti tečaj posnet na to temo, ne, ki bi se mu lahko reklo masterclass, pa se mu ne, ker je registrirana znamka, je v sklopu programa Navdihovalci, to je na aplikaciji MK+. In tam sva se srečala, ne? Ker Andrej ima v bistvu, kako se reče, tečaj, lahko rečem tečaj, ne bojo nas tožili.
Andrej ima svoj masterclass na temo izdajanja knjig, jaz pa na temo čuječnosti. Zelo ste vabljeni na MK+, da preverite. Aplikacija je tudi za 14 dni brezplačna, tako da naj jo lahko poslušate. Pa se pol odločite, če vas pritegnejo vse slovenske knjige, zvočnice in druge podcasti, vse, kar na tej krasni aplikaciji je. Tako da ne bova zdaj 1 uro govorila o tem, ker tam sem imel to kar podrobno, ampak urednik, ne, to je strah in trepet, najbrž ne, vsakega, ki je napisal, izlil se je v nek tekst, všeč mu je, zdi se mu krasen in zdaj postati nekomu, čigar služba je, da reče, to je slabo, iskreno, če je slabo, ali pa včasih že, da ti nekdo reče, to ni popolno, kar bi rad slišal, ne, jaz bi rad, da me urednik pokliče ob joka, nisem še bral take stvari, ne, to bo najboljš na svetu, ne. Kako zdaj prijeti do urednika, mogoče kako prijeti, pa kaj pričakovati nazaj? Zdaj tako je, v bistvu uredniška služba se deli, grobo rečeno, na 2 veliki podskupini. Ena so uredniki, ki urejajo knjige, torej vsako knjigo posebej delajo boljšo. Drugi, ti so mogoče skoraj malo bolj svobodni v svojem početju, so pa tisti, ki oblikujejo program, ne. In ti potem sprejmejo neko knjigo v program in jo potem začnejo ali oni ali kdo drug nekako urejati, da bo boljša postala. Zdaj ta strah je vsaj v Sloveniji, pa tudi v svetu pravzaprav precej nepotreben, kajti v Sloveniji ne samo, da je ogromno ljudi, ki knjige objavljajo, ampak tudi ogromno založb, ki objavljajo knjige. Torej, zmeraj je možno, če te bo ena zavrnila, te bo vzela neka druga. Kar se je zgodilo J.K. Rowling in ogromni piscem. Tudi Broni Žakelj, ki smo jo že omenila, pa je naredila veliko uspešnico. Ja. Tako da to je zmeraj možno in to tudi ni zdaj, če te ena založba zavrne, ne pomeni, da knjiga ni objavljiva. Morda samo ne sod v njihov program. Nekatere založbe so bolj komercialno orientirane, druge so bolj visoko literarne in se ne bojo mazale rok s kakšnim berljivim ljubezenskim romanom. Naloga avtorja je seveda tudi, da toliko razišče knjižni trg, da ve, koga bi knjiga zanimala. To je zelo preprosto preverljivo. Nekdo, ki je objavil knjigo, ki se nam zdi podobna, tisti, ki jo sami pišemo, bi morda bil zainteresiran za kakšno tako. Potem pa seveda je urednik nekako, to je spet tako, ne, to je podobno, kot če nekdo pride k tebi po zdravniški nasvet. Če mu ti poveš nasvet, pa bo on rekel, to se mi zdi pa traparija, tega sploh ne bom poslušal, potem z njim nima smisla izgubljati časa. Podobno je tudi z urednikom. Urednika imaš zato, da ti svetuje, kaj s tvojim tekstom narediti. In če ti on reče, da tekst ni dober, najdi drugega urednika. Ne? Ja, in to si tudi napisal, da če ti recimo že odpiše, mogoče probi to spremeniti, pa to popraviti, je že dober znak, da ga morda zanima, ne, in da se je upel v to zgodbo. Načeloma uredniki to delamo samo, če nas tekst res zanima, zato ker če nas ne zanima, zakaj bi prvič lajšal delo drugemu uredniku in popravljal besedilo, ki ga bo objavil on. Drugič pa tudi ni pravilo, da drugi urednik ne bi hotel ravno nekih drugačnih sprememb. Ne? Bo njemu všeč tisto, kar meni ni bilo in obratno. Torej bolje, da se s tem ukvarja nekdo drug. To je pa še ena stvar, ki je tudi iz te tvoje knjige, in sicer si napisal, večina ljudi misli, da mora prijavo, sicer mislim, da ni tvoj citat, ampak si ga pač napisal si, večina ljudi misli, da mora prijava za službo govoriti o vas. Narobe govoriti mora o podjetju. In tudi zgodbe, iz katere bo skakal jaz, bodo bralca zelo hitro zdolgočasnile, če ni ravno ta jaz izjemno zanimiv. Ja, to sem v bistvu pobral za ene zelo smešne knjige, ki sem jo kupil pravzaprav za šalo. En dan sem stopil v neko indijsko knjigarno in kupil eno knjigo, kako napisati izjemno uspešno prijavo za čudovito službo, ker je že samo po sebi bil naslov, da sem se sam malo smejal in sem rekel, da boš to čudovito mojo zbirko knjig o kreativnem pisanju. Okay. Ampak potem je bila ta prvi stavek, ki je bil zelo resničen. Ja, zato, ker tudi sam sem bil že v kakšni komisiji, ko smo koga sprejemali v službo in smo imeli zelo veliko prijav. In seveda človek se pohvali, kako je v redu, pa kako bo dobro delal, pa kako je pripravljen žrtvovati vse, ampak čisto vse, da gre v službo, to je nekako obvezni obrazac in to zmeraj dobiš. To vsaka prijava za službo je takšna. Razliko naredi točno tisto, kar je nekaj posebnega, to je pa zmeraj tudi odnos do tistega, ki to bere, do podjetja ali po primeru pisanja zgodb do bralca. In zaradi tega nekako potem postanejo stvari zanimive, tle seveda lahko zelo zgrešiš, če se prijavljaš za službo, o kateri ne veš kaj dosti, ne? Ali pa če nagovarjaš nekega bralca, ki tvoje knjige ne bo vzel v roko, ne? Lahko ga pa na nek način pridobeš. Zelo dober point, ne? In kar sem hotel tle še vprašati, se pravi, na temo tega nekak sloga, ne? Si rekel, nekatere bralce dobiš, nekatere ne dobiš, ne? Tudi nekdo, ki
piše autobiografijo Matthew Perry, seveda lahko piše o sebi 500 strani, pa bodo ljudje žrli, ker ga želijo spoznati. Ne. Ampak kako nekdo piše pravljico ali pa mladinski roman ali pa roman za odrasle, ne, je že slog sam lahko različen. Zdaj, a je to slog, ki ga lahko dober pisec na voljo menja, ali je to nekaj, kar je nekomu dano? Ne. Ja, načeloma pisec zmeri mora obvladati več slogov. Drugače bo spet pripovedoval samo, če Iste ne eno stvari. zgodbo, ampak različne zgodbe na isti način. Ne. Tako. In to je kar huda preizkušnja. Ne. Recimo, spomnim se občasnih kritik, ko zelo mladi ljudje, recimo mlajši najstniki, pravijo, se ta zgodba je bila kar zanimiva, sem ta pisec pa sploh ne ve, kako mi tam mladi govorimo. Ne. Nekdo je hotel posnemati način, kako Razumem. mladina govori, pa to ne pride čez. Ne. Ja. In najbrž tudi ti, kdaj prebereš kakšen roman iz življenja zdravnikov, ko se Ja. držiš za glavo, kako narobe si ljudje predstavljajo to življenje. Mislim, ne. jaz zdaj vidim, ko pišem prvi svoj roman, koliko researcha gre not. Ja. Ne. Jaz sem imel neko sceno, ko so za neko mizo in imajo videoklic, in je bilo poanta v tem, da ta videoklic mora biti prikrit pred vlado oziroma policijo. In sem vrgel not 3 stavke, ki sem jih pobral iz interneta, neki proxy, randomiziran, zato da. Smo imeli mi testno branje, ne, z mojimi prijatelji, gre ti smim, jaz nisem niti pomislil in takoj, ko nehamo brati prav en ti, ampak sej, za ti del boš pa koga vprašal, ne, ker to je totalno brez veze, kar si ti napisal, to nima nobenega smisla, ker je bil malo računalniško bolj vešč kot jaz. Ne. A veš, in sem tako rekel, ja, mislim, absolutno, jaz ne dam to vtisk, dokler mi nekdo teh računalniških stvari ne prebere, tako kot mogoče bom vesel, če bo kdo mene vprašal za zdravniško mnenje, če ima nek tekst, kjer je v bolnici, ki se dogaja. Ne. Ker to tiste, ki berejo in najdejo svojo nišo, blazno zmot. Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Jaz se spomnim anekdote že izpred mnogih let, ko je Michel Houellebecq izdal svojo veliko uspešnico Osnovni delci in je bila prevajana v slovenščino. Je ta prevajalka šla tekst v preverbo, ga je odnesla tudi enemu izmed poznavalcev z teme tega besedila, to je bila pa takrat genski inženiring, takrat še zelo nova tema. In ta človek je prebral in je rekel, to je sicer zelo zanimivo napisano, vsi izrazi so pravilni, ampak ta pisatelj govori popolne neumnosti. In on rekel, jaz sem to dobesedno prevedla iz francoskega izvirnika. In on rekel, veste, v Sloveniji to veva, da so to popolne neumnosti 2, v Franciji jih je mogoče 20. Ja. Mi se zaradi tega res ne bomo posebej vznemirjali. Navaden bralec bo pa videl, da je besednjak tak, kot ga mi uporabljamo, in to je dovolj. In to ne. bo dovolj. Ne. Ja. Ja. In tukaj seveda Saj zato so pa tudi drugi tisti, ki opažajo, da kaj ni v redu. ne. tudi medicinska serija. Ne, saj, Ja. vsem je bolj všeč, da se poenostavi. Zdaj, če ti gledaš, tudi meni se zdi neumno, da zdaj jaz gledam, pa se upičem v vse, če je poanta, da gledam televizijo, da se sprostim. Ne, recimo. Jaz imam spomin, jaz sem pisal nek prizor, ko sem imel idejo, da bi nekdo prišel in bi nekega mafica ustrelil v restavraciji in bi potem njegov varnostnik poklical njegovega osebnega kirurga, ki bi pritekel in začel to šivati kar na mizi. In seveda kolegica, ki sem jo vprašal za svet iz urgence, rekla, ni govora, seveda rešilc, seveda normalna procedura, Seveda ne je boš tako. kirurg na golfu. Ja, tako pa sem moral nekako napisati, da je bilo to malce v sanjah, tako da sem rešil čast in slavo. Mislim, scena bi bila zanimiva. Ampak, Ja, povsem nevzdržna za profesionalca. Ne? Ker je kirurgov več kot genskih inženirjev, je bilo treba malo preoblikovati. ne. Pa tudi se mi zdi, da več ljudi si predstavlja kirurško delo vsem tako dobro, da se Ja, ja. reče, čaki. V v času- So ga vsaj že videli v tistih prej omenjenih TV nadaljevankah, če ne Ja, drugače. tako, ja, recimo. Zdaj smo pa šla malo na bralce, kar mi je tudi všeč. Ne, ker bralci smo zahtevni. Ne. Se mi zdi, da različne stvari različno beremo. Ne. Jaz, če berem Absolutno. neko stvar za sprostitev na morju, jaz grem v knjižnico pred morjem, recimo, pa vzamem 3 une kriminalke, ki na vseh piše New York Times, bestseller, pa vse so podobne. Pa jih preberem, pa jih pozabim. Ne. Če pa berem neko fantazijsko stvar, ki ima nek svet, ki ima okvirje, ne, in kjer se nek lik že 700 strani obnaša na konsistenten način, in potem po sekundi naredi nekaj totalno nepričakovanega in neumnega, to me pa blazno zmoti. Ne. In sem tudi določene knjige nehal brati in za določeno eno zelo veliko uspešnico Tane French sem bil tako razočaran, da nočem brati več nobene njene knjige. To se mi je zamerila, pa slogovno je fantastična, dobila je nagrade, ne vem kakve vse. Ampak tako me je pustila ravnodušnega s koncem, da recimo, ne, in zdaj ne vem, kako ti gledaš na to. Zanimivo, ti si zdaj vzpostavil en zanimiv tip tako imenovanega zamerljivega bralca. Skratka, Aha, tako, no, očitno spadam tudi sem. si to zameril.
Ne vem, jaz sem kot profesionalni bralec, ker pravzaprav sem profesionalni bralec, precej obremenjen z različnimi zadevami in sem imel težave, recimo, ne vem, če to ti že poznaš, težave sem imel brati pravljice otrokom, ker se mi je zdelo, da bi bile lahko bolje napisane. In pa sem začel to malo spotoma popravljati. Jaz to delam. Ja, in je to malo nerodno. Ko začnejo otroci sami brati, je to vir določenih konfliktov. Ker potem pa oni se ne piše tako, tle piše tako in težko je razložiti, kaj je zdaj boljši pridevnik ali pa kako bi bila stavčna konstrukcija lahko boljša, če bereš nekaj letnikov. To te pa zelo razumem in tudi jaz tudi kaj spustim, kaj dodam. Enkrat mi je Ester rekla iz kuhinje, zakaj izpuščaš, ne? Beri celo besedilo, ampak pač se mi je zdelo, sicer tle je zdaj drugačne. Prej sva rekla odvečne besede, črtaj pa to. Pri otroku je mogoče dobro, da ima več besed in da ima neke dodatne opise in da ima besednjak se mu širi, ne. Ampak vem, kaj misliš, ja, da ni pa treba, da je ta besednjak res 20 besed pa konc. Jaz sem začel pisati, ko sem prvič pisal v življenju, sem pisal pravljice, ne. Bil sem, ne vem, 10-8 let in nekoč se bom tja vrnil, ampak glih to, kar si rekel, me malo straši. Zdaj, kako nujno moraš ti definirati starostno, ne, a ti pišeš pa si rečeš ne, zdaj pa ne morem napisati besede kompleksen ali pa ne morem napisati besede karakterno, ne, a moram napisati bila je bolj, ne. Jaz osebno s pisanjem za otroke nimam izkušenj, začudam, me je to nekako preskočil. Moja kolegica, ki je urednica za otroško leposlovje pri Mladinski knjigi, Irena Matko Lukan, je ves čas pričakovala, da ko bom sam dobil otroke, se bom pa jaz tudi priključil temu valu, ampak se za razliko od številnih drugih kolegov, ki so pisci literature za odrasle, nisem. Tako da to težko ocenim. Vidim pa drugače, ne, zdaj nekako ko kaj zapišem, že malo razmišljam o tem, ali bo to sploh razumljivo za bralca. Tako na nek način sem že vštel v svoje pisanje to, da je sorazmerno zelo zapleteno, da ima celo vrsto medbesedilnih referenc in se pa sprašujem, ali res moram uporabiti namig na nekaj, ali je zdaj to boljše, ali slabše, da to naredim in tako naprej. Tako da zmeri pri pisanju uporabljaš tudi neko samocenzuro in tisti, ki prav me ne briga, jaz samo napišem tako, kot je, ta najbrž ne bere dovolj natančno za sabo. Zato, ker čim začneš brati, začneš vrednotiti tekst in potem ta vprašanja seveda pridejo. Ne? Če drugega ne, a bi se dal to napisati boljše. Ja. In velikrat vidiš, da ja, ne. Ja. Nažalost, za kakšne stavke jaz vidim to šele potem, ko imam knjigo v roki. To seveda zaradi tega, ker te založnik tako priganja, da čim prej končaj, da bojo lahko knjigo prodajali na knjižnem sejmu. Ne samo zato, vseeno se veš, kolikrat prebereš vseeno, tudi če imaš malo časa, ne. Je pa res, ne. Uredniški postopek je intenziven, bereš vsak teden, pol pa daš v dizajn, v tisk in pozabiš na knjigo za 3 mesece. Ne. In ta pauza ti odpre nekak pogled. Pa čez 3 mesece dobim v roko, odprem in si rečem, ta beseda se ponavlja, tukaj je brez veze, to bi lahko skrajšal. Vmes sem prebral še tvojo knjigo, še imam zdaj več znanja. No, v teoriji je najboljše, da ko napišeš, nekaj mesecev odložiš, potem vzameš še enkrat, prepišeš, spet odložiš. Življenje je prekratko za to, da bi človek čisto sledil tej teoriji včasih. Ja, sej, recimo, odvisno tudi od stvari. Jaz sem se zelo želel tole knjigo izdati, preden se začnem učiti za specialističen izpit, ker bom zdaj imel manj časa. Medtem, ko za ta fantazijski roman sem takoj rekel, to bo tek na dolge proge in nimam nobenega aspiracije deadline, kar je krasno. In lahko grem počas, lahko grem nazaj, lahko črtam, lahko prilagajam. Sem pa jaz nekako padel, veš, ta moja otroška želja in sem mu sam razlagal, da bom pisatelj, ne, ki se ni zmanifestirala do predlani. Sem jo pozabil in pol se zgodi, ne, spišem, ljudje, to najlepše, kar se ti lahko zgodi, ne, to ljudje pograbijo, še, brali bi, hvala. In jaz sem zdaj v tem bazenu nekako frišen, ne, plavam z zelo uveljavljenimi avtorji in me tako to vse veseli, da pišem kar vse, ne, sem začel neko pravljico, nek horor, pišem pesmi, pišem Sivo cono 2, pišem, ne, tako osebnostno rast in kar malo raziskujem in kar malo spet iz vidika tega, da najbrž ne bo vse objavljeno, ampak iščem, kaj bi še lahko naredil na tem področju in to me toliko veseli, da se moram kar držati nazaj, če ne nam naredil izpita, jaz imam aprila specialističen izpit. Ja, vidiš, sem ti že hotel dati tak pominjujoč odgovor, bo ti že sam pokazal, kjer je tisti, ki ga boš ne imel končati, seveda specialistični izpit je pa zunanja inštanca. Knjiga infektologije, moram najprej končati. Ja, no, končaj pa nazaj k vsem tem besedilom. Ja, tukaj je mogoče ta plus tega, da je urna postavka nizka. Ne? Če bi bil to izjemno profitabilen posel, bi te najbrž pritiskali, tako kot te, ne vem, za dežurstvo, za šiht, za karkoli pač imaš v življenju, ki ti je
ki ti je služba. No, ampak recimo, zahtevni bralec, sva rekla. Ja. Anton Pavlović Čehov je napisal: Ne obesite puško na steno v prvem dejanju, če ne predvidite, da bo ustrelila v zadnjem. Tle je bil moj razočaranje Stano French, pa nisem poznal tega citata, ampak da odprla je neko blazno skrivnost, ki je na koncu pustila odprto. Pa lahko pusti avtor, ki je odprto. Sam to, kar si rekel, če ti kriminalko bereš, ne, je zaplet. Jaz mislim, da zaplet je lahko napisati. Ne. Človek je bil v sobi, zaklenjen od znotraj, ustreljen v hrbet. Kaj se je zgodilo? Zanimivo. Ampak zdaj pa ti inteligentno speli ta zaplet, da ne boš na koncu rekel, brez veze. Ne. Pa da napišeš na koncu, nikoli ne bomo vedeli. Mislim, ne. Tudi čist po žanrskih pravilih, Tako, ampak mislim. ta se veš malo mehčajo. Jaz sem zdaj recimo prebral eno zelo hvaljeno kriminalko, kjer je morilec prišel v zgodbo šele tik pred koncem, zato da je nekdo pa še lahko bil morilec. In vsi ostali, ki smo jih sumničili prej, kljub temu so odpadli. Ampak kljub temu se je dal to knjigo brati in gor in dol, in ker nisem strasten bralec samo kriminalk, sem v knjigi vseeno užival. Nekdo, ki pa je imel točne predstave, kako naj to zgleda, pa mogoče malce manj. Zdaj opažam to, da sem jaz res malo bolj zamerljiv bralec kot ti. Kot urednik moram biti toleranten tudi do česa, ker mogoče ni čisti idealno včasih. Ja. Ampak ta Čehov, najbrž vidiš nek smisel v tem citatu, če njega ne bi vključil v knjigo. Seveda, zelo velik smisel. Namreč običajno je tako, da pričakujemo, da bojo vsi elementi, ki so v igri, nekaj odigrali. Tako kot če gremo v restauracijo, pričakujemo, da bomo vse, kar je na meniju, tudi dobili na mizo. To se nam zdi zelo običajno. Ne? To je tudi v gledališču, med drugim. Meni je Matjaž večkrat rekel, oče, režiser, da ti v življenju, on to tudi študentom reče, v življenju si lahko kdaj rečeš, jaz ne vem, zakaj sem tle. Ja. Če si na odru, pa si rečeš, jaz ne vem ta trenutek, zakaj sem tu in kaj delam, boš, da greš dol. Ne? Ker če si tam, te vidi gledalec, reče si, on je tam z nekim namenom, če njega najbrž ne bi bilo. Ne? In takrat moraš v vsakem trenutku vedeti, kaj tvoj lik hoče in kaj počne. Ja, drugače si dvorana prav, mi tudi ne in grejo ven. Hočejo denar za karte nazaj. Zakaj bi gledal nekoga, ki nima poante, ni sam sebi zanimiv. Zdaj te odprti deli. Jaz se strinjam, da ni treba, da knjiga vse pojasni. Zdaj žanrska pravila mogoče malo bolj togo razumem kot ti, tudi zaradi neizkušenosti, ampak napisal si zgodba, ki pove preveč, to mi je super, je izraz nezaupanja bralcu, in če pisec ne zaupa bralcu, kako naj potem bralec piscu? Ja, to je tak zanimiv paradoks. Res pa je, da jaz gledam dejansko, kot sva zdaj že parkrat v oklepaju omenila, bolj iz stališča tako imenovane kanonične, se pravi malce bolj zahtevne književnosti. Ampak pri kriminalki je pravzaprav podobno. Ne? Moramo skrivati, kdo je zločinac. Torej, tukaj je treba marsikaj skriti. Tako da tukaj je treba najti pravo mero. Tako kot sva začela s tem, da je treba najti pravo mero med teorijo in navdihom. Torej, ne moreš imeti samo teorije, ne moreš imeti pa samo navdiha, to je bil tisti motor, gorivo brez motorja. Ja. Ampak zdaj, ko to pomislim, kaj vse imaš neko idejo, potem nek naslov, ki je vabljiv, talent, ki ga izpiliš s teorijo, bralec je vsak drugačen, napisal si, vsak bralec prinese svojo podzgodbo. Kako zdaj ob vsem tem napisati nek bestseller? Ne? To se sliši skoraj nemogoče. To je zelo dobro vprašanje in velikokrat na to rečemo, sej še dobro, da tega nihče ne ve, drugače bi vsi hoteli samo še pisati bestsellerje in vse založbe bi objavljale samo še bestsellerje. In to bi bil zelo slab svet. No? Ampak moj kolega Samo Rugel ravno zdaj piše eno knjigo o slovenskih bestsellerjih. Mislim, da boš rekel, piše en bestseller. Najbrž. Zanimivo je, da v tej knjigi, ki jo piše o slovenskih bestsellerjih, nastopa tudi njegova knjiga, ki je bila tudi bestseller, pa tudi tvoja, seveda. Tako da in ugotavljam, da nekatera pravila tukaj vendarle veljajo, jih je več, niso vsa uporabna, ampak če čist nakratko samo pogledava take večje leposlovne uspešnice v Sloveniji zadnjih recimo 5-6 let, vidimo, da so jih večino napisali ljudje, ki so bili po svojem osnovnem poklicu navajeni pisati za širok krog ljudi, to pa so novinarji. Tadej Golob je novinar, Mojca Širok je novinarka, Bronja Žakelj je novinarka po izobrazbi, mislim, da dela v korporativnem komuniciranju, torej to so ljudje, ki morajo znati nagovoriti širok krog ljudi. Pa tudi ni omejeno na Slovenijo. Ne? Jaz sem bral tudi v tej knjigi svoji drugi in knjige o osebnostni rasti, knjige o meditaciji, velikrat pol googlam tega pisca in piše journalist. Ne? Ja. Ampak res velikrat, tako prav presenetljivo. Ne? Ja.
Je pa tudi kar nekaj zdravnikov, pisateljev po svetu. Ne? Zelo veliko, Mislim, po svetu pravzaprav in- od, bi se rekli, nehumanističnih poklicev, ne, jih Ja. je še največ zdravnikov. Tako da, Ali kakšno pojasnilo? pravzaprav ne bi vedel, to bi morda moral vprašati Talo Zajhana, ki to, najbrž o tem že dalj časa razmišlja. Ja, mogoče res. Jaz vem, da kar se mene tiče Jurski park, ne, Ja. jaz sem to gledal filme religiozno kot otrok. Mhm. Potem sem pa najdel v zbirki mojega dedka v knjižnici na vikendu knjigo, nisem niti vedel, da obstaja. Ne. Potem sem si rekel, mislim, kaj se je, sem gledal filme, se kaj, dinozauri so. Sem začel brati in mi je bila tako všeč. Zdaj je ena najljubših knjig, prevedena je, Michael Crichton je avtor. In kar mi je bilo tako všeč, je bilo točno to, kako je on. Takrat jaz ne vem o genetiki, pa o tem še zdaj ne, takrat nisem vedel nič, bil sem star 15 let, ampak kako je on znanost upel v vse razložil. Ne? Kako so naredili unega dinozaura, zakaj je tak, zakaj ni takšen, katero mašino, katero tehniko. Kako. In to, s kako samozavestjo je on predstavljal to znanost, pa obenem thriller, ta miks mi je prijel res, 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 bolj mogoče še celo kot kakšna fantazija. Ker to je pa kot real world, se je zraven fantazija, ne se ne može narediti dinozaura. Ampak on je to tako prepričljivo. Zaenkrat bo Za rekel. enkrat tako, ja. Če kdo posluša ta podcast čez 600 let, mogoče. Rekel, kako so bili ljudje včasih naivni. Ja, tako. Ja, tako da, kaj pa je še kakšen tak poklic mogoče, ki stopa za vsaka novinarji, zdravniki skoraj? Kar nekaj pravnikov tudi, ki pišejo seveda. zlasti thrillerje. Ne. Ja, ja. To je tudi pravi poklic za kaj takega. Tudi pri nas, recimo Igor Karlošek, avtor vrste kriminalnih in tudi drugih, recimo temu, tudi kakšen akcijski roman je vmes, on je recimo pravnik in še bi jih nekaj našli. Ne. Tako da, Kaj pa to, no, to sem še hotel vprašati, ker nimam toliko izkušenj, vem pa, da obstaja. Ne? Ta ghostwriting, kako je to v slovenščini? pisec v senci. Pisati v senci. Ja, zelo zanimivo. Ja, nimamo duhov, ne maramo to, Ja. v slovenščini. Ne, ker imaš ti nekega, recimo Matthew Perry, Arnold Ja. Schwarzenegger, ki Ja. bi povedal svojo zgodbo in seveda najbrž bo pritegnila ogromno ljudi in potem, ne vem, a to pomeni, da ti spišeš in on prepiše praktično, ali da sta že od začetka najbrž še odvisno, no, ampak zanimiv koncept mi je, ne? Ja, nekaj podobnega pravzaprav v Sloveniji, ne sicer tako eksplicitno skrito, dela Tadej Golob, ne, in tudi še kakšen drug avtor, ne bom zdaj imenoval tiste, za katere vem, da trenutno kaj takega pišejo, no, ampak to so neke tako rekoč naročene biografije. Ne. Lahko jih naroči založnik, včasih jih naroči pa tudi objekt te biografije, se pravi človek sam. Ne. In tukaj se seveda združi neka zunanja tematika, ali pa bi se rekli neka snov, z nekim pisateljskim znanjem. Na vse zadnje pa ti ljudje tudi prihranijo veliko časa, ki dajo profesionalcu, kot je Golob, napisati svojo življenjsko Ki zgodbo. ga najbrž nimajo zelo, vsaj ti izjemno zaželjeni. Ne? Tako. Ja. No, deva mogoče še to o branju. Ne? Rekel si, v Sloveniji več pišemo, kot beremo, skoraj tako. Pač, Za šalo. ja, malo zadržkom, ampak jaz sem najdel zdaj pred kratkim, ne, v začetku meseca decembra 2024 so bili na spletu objavljeni rezultati mednarodne raziskave PISA Ja. 2022, se pravi raziskava bralne, matematične in naravoslovne pismenosti, pri katerem sodelujejo 15 let stari mladostniki 83 držav. Bom dal link v opis epizode, če bi kdo prebral. V glavnem ugotavljajo splošen upad tako pri matematični, kot tudi pri bralni in naravoslovni pismenosti, in Republika Slovenija je ena od teh držav z negativnim trendom. Ja. Kaj beremo manj, ali je vsega preveč? No, beremo seveda manj. Ne. Zdaj, o tem imamo tudi slovenske raziskave, knjiga in bralci. Jaz sem sodeloval pri zadnjih dveh, ampak poznam tudi prejšnje. In v bistvu se zelo zmanjšuje tako število ljudi, ki so bralci, to je pa profesionalno razloženo, to so ljudje, ki preberejo eno knjigo letno po lastnem izboru. Torej, če bereš eno knjigo letno, si bralec, ne, tle smo zdaj nekako na pol jih je bralcev, pol jih ni bralcev. Že na tako nizkem Ja, standardu smo pol. Ja, samo da ne bomo zdaj padli v depresijo. Letos so me kar razveselili, tako škodoželjno, ne, naj sosedov prej koza crkne sistem. Podatki tako iz Hrvaške kot iz Italije, kjer so pa že na 40%, torej oni imajo bralcev še manj kot mi. eno knjigo na leto. Tako. Je pa res seveda tudi to, da zelo, ali pa morda še bolj pa upada število tako imenovanih intenzivnih bralcev. To so oni, ki preberejo več kot 20 knjig letno. Ne. Takih je tudi skoraj polovica manj. Ne. In zelo veliko je, prej si govoril o pisanju v angleščini, in tako, ne, zelo pa narašča število
zlasti mlajših ljudi, med 18 in 24, raziskava se izvaja samo pri polnoletnih, ki ne preberejo več čisto nič v slovenščini. Ne. Torej, oni sicer berejo, ampak berejo zgolj in samo v angleščini, tudi sicer je branje v angleščini v velikem porastu in to na nek način seveda spreminja našo bralno pokrajino. Zdaj, kar se tiče pa te raziskave PISA, ki že več let v bistvu opozarja na slovenske specifične rezultate, je pa to malo povezano tudi s tistim, kar sva prej govorila o medijih, namreč o tiskanih medijih. Namreč včasih je bilo v navadi, da je vsaka družina prejemala dnevni časopis, da so ljudje brali tedenske časopise in tam so bili kar zahtevni teksti. Ne. Danes pa seveda tega ni več. Jaz vprašam svoje študente, kdo sploh še bere dnevni časopis, če je eden v razredu 40 je to že veliko, ne? In to so študentje, ki se bodo profesionalno ukvarjali s tiskanimi materiali, ne? Torej bibliotekarji, založniki, informatiki in podobno. Ne? Malo jih bere, ko pridejo domov k staršem, recimo, se pravi, malo jih ima starše, ki to berejo. Ne? To je približno, recimo, moja generacija. Ne? In to se seveda pozna, razen tega so pa tudi ti teksti v časopisih, ki jih pač tudi nam še zmeraj odpremo, vidimo, da si ne upajo biti več preveč zahtevni, da bi jih sploh še kdo prebral. Ne? Tako da na nek način je šla naša pozornost v druge smeri. In zdaj imamo to razpršeno pozornost, ki je povzročena tudi od digitalnih nosilcev znanja, če rečem tako, ne? Ki na nek način nas drugače strukturirajo. Ne? Zelo zanimivo to vprašanje se ogromnokrat sliši, razlika med branjem z papirja in branjem z ekrana. Vsak bralec bo strumno rekel, da on na ekranu enako dobro in hitro in tako naprej bere. Imamo celo vrsto raziskav, od socioloških do nevroloških, ki kažejo, da to sploh ni res. Ne. Še nobena raziskava ni kazala, da ti enako ali pa v enakem trudu, z enakim trudom isto stvar prebereš iz dveh tako različnih nosilcev. In najbrž se to ne bo niti spremenilo, ko bojo med nami samo še tako imenovani digitalni domorodci, torej ljudje, ki že od rojstva oziroma odkar znajo brati, berejo samo z elektronskih nosilcev. To se malo spreminja, to pa tudi zelo vpliva na druge sposobnosti. Bom dal en zelo brutalen primer, ki ga velikokrat ponovim, ampak sva prej govorila ravno o bestsellerjih. Ne. Za uspešnico po mednarodni definiciji velja knjiga, ki jo v 10 letih po izidu kupi 1% prebivalstva. In ko to povem na glas v razredu, rečem, koliko je to v Sloveniji. Vsi vedo, da je Slovencev približno 2 milijona, ampak nihče ne zna hitro izračunati, nihče ne izstreli, vsi začnejo malo deliti, pa tako neke miselne sheme, ker nihče več ni navajen računati na pamet. To je zelo presenetljivo. Če starejši poslušalci tega ne verjamejo, jim zastavim drugo vprašanje, koliko telefonskih številk še znate na pamet. Če znate svojo lastno, pa od svojih najbližjih oseb, je še v redu, ampak jih znate tako, kot ste jih znali takrat. Ena babica, druga babica, šola, preden so prišli mobilni telefoni, smo znali ogromno tega na pamet. In naš spomin je seveda reagira, ker ni več treba se zapolnjevati s tem, se premakne drugam. O tem imamo zelo zanimivo knjigo v slovenščini, knjigo Nikolasa Kara Plitvine, ki razlaga, da ko so začeli v londonske taksije dajati GPS sledilce, hmal noben taksist več ni znal priti na pamet od železniške postaje do Big Bena, ker ni bilo več treba. So si napolnili ta del možgan z nečim drugim. Ne? In tako reagiramo tudi v spretnostih, ki jih mednarodne raziskave tle preskušajo. In zanimivost ravno pri teh taksistih, pa zdaj ne vem, mislim, da prav London ali pa New York, so delali nevrološke raziskave, ker so imeli toliko podatkov v glavi, pa ne zdaj podatkov visoke matematike in fizike, ampak oni so imeli ta hipokampus in strukture možganske spremenjene od tega pomnenja. Ne. Tako je. Tako da zdaj nažalost bojo to, oziroma so izgubili. Eno stvar te moram vprašati, zdaj ko si to povedal, kje se torej bere hitreje? Knjiga ali, jaz bi rekel, računalnik? Jaz mislim, da je to odvisno od navade. Je razlika, ni pa konsistentno. Tako, je razlika, tle je razlika. Ne? Seveda, tisti, ki berete, ki berete prvenstveno z računalnika, boste tukaj seveda hitreje brali. Samo vam bo manj ostalo spominu, ne? Tako pač po teh raziskavah. Knjiga ima še mimogrede rečeno eno veliko prednost pred drugimi, recimo temu, kulturnimi mediji. Ne? Ti knjigo lahko res prebereš v svojem tempu. Jaz najbrž preberem knjigo 10-krat hitreje kot nekdo drug, ki se ne ukvarja stalno s tem, pa bova enako ven potegnila. Filma pa 10-krat hitreje ne moram pogledati, ker se popolnoma vse zgubi. Glasbo, če jo poslušam 10-krat hitreje, ne vem,
ali je bila klasika, ali je bil disko. Tako da tukaj pa pri knjigah pa to gre. Ne? In to je tudi velika prednost knjige, zato ker jo lahko prilagajaš svojemu individualnemu času. Res je, ja, in tudi odvisno od knjige. Ne. Zdaj, če je neka literarna mojstrovina, ki jo odbereš za dušo, ali knjiga za osebnostno rast, kjer rabim 4 ideje izluščiti, ne, Ja. je to velika razlika. Ja. A si sploh upam vprašati, tako recimo, ob vseh, najprej, koliko knjig recimo ti na leto prebereš? Eno leto sem štel, jih je bilo nekih 200. To so bile knjige. Potem pa so tukaj seveda še besedila, ki jih dobivam, ali bom objavil ali ne. Kadar pride na tečaj za Modro ptico, na katerem je recimo zmagala Mojca Širok s svojim precej uspešnim romanom Pogodba, takrat pride 50-60 besedil. Ne? In ta tudi prebereš, seveda pa tako, kot je rekel Oscar Wilde, tudi narediš pri marsikaterem, ni treba speti celega soda, da veš, kakšno je vino. Ne? Torej, če kaj zelo hitro vidim, da to pa res ne bo šlo v naslednji krog, kaj še gre v knjigo, potem še malce prelistam, če se bi stvar morda čez nekaj 10 strani popravila, ampak še nisem imel primera, da bi se. No, zdaj pod vprašanje. Je bila kakšna, ki te je v zadnjem času res pretresla ali pa potegnila ali pa navdušila? No? Zdaj žanro je, ti bereš vse, ne? Cela vrsta knjig, ki izhajajo, mi je zelo všeč. Zdaj ena knjiga, ki jo bi morda priporočil, iz ene čist take, bi se rekli, za širitev obzorja, je knjiga hrvaškega avtorja Jurice Pavišiča, Knjiga o jugu. Zakaj? O jugu. Knjiga o jugu, ja. Govori namreč o zelo ljubih krajih za večino Slovencev, torej o Dalmaciji in pa o Sredozemlju, tudi malo širše, ampak kaže zgodbe iz ozadja. Torej, kaj je pravzaprav ne tista lepota, mir in tako naprej, ne, ampak ta surova antropologija, ki je uničevala določena območja, kako so se te pokrajine spreminjale in tako naprej. Na nek način zelo objektivizira to našo fascinacijo nad mediteranskim lagodnim življenjem in tako naprej, ker je seveda neka taka sanjarija, ki je Slovencem zelo blizu. Krasno, super, to bom pa preveril. Jaz imam to, berem več kot eno knjigo na leto. Jaz mislim, da sem po tej definiciji, kaj si rekel, intenzivni bralec, no? Ampak meni se to dogaja, ne? Da mene pa veliko knjig zanima. Ne? In pol imam tako na nočni policiji tak kup sramote, ne? Ko nalagam od spodaj ponovati, ne? Pa kakšna sovrine, če me zelo, kjera bo naslednja. Ne? To je lastnost slehernika, ki bere 20 ali več knjig letno. In velikrat žal ta čas, ki ga imam namenjenega, ne, temu, je tista ura potem, ko zaspi moja hčerka in jaz še sem funkcionalen in v tem času se zdaj borijo branje, pisanje in seveda tudi kakšen pogovor z ženo, ki se redko takole uskladiva. Ne. In pa še specialistični izpit, bojda. To pa sploh zdaj, ne vem, zakaj spet omenjaš. Da ne boš pozabil. Ja, zdaj januarja, ko pride ta epizoda ven, je še bliže. Tako da upam, da od dneva tega snemanja in do tistega sem že veliko prebral. Tudi tega, ker to je pa spet čisto, to je pa zanimivo, kako smo veliko brali na medicinski fakulteti. Ogromno, ne. Ampak ljudje se ti kar pohvalijo, veš, jaz pa nisem leposlovne knjige prebral že 5 let, vse se skozi učim, ne. Ampak to je toliko drugačno. Tisto učenje, ko se skozi nekaj počrtujem, vse vam počečkam, se vračam, ponavljam, ne. To je čist drugo, ne. In mogoče res, če se cel dan učim, bom težko šel brati zvečer nekaj. Ampak po drugi strani je to tako drugače. Neka lahkotna kriminalka, neka smešna zgodba, da se to dopolnjuje. No. Važno je samo, da ti ne izrine teh znanstvenih naloženih znanj, da ne bi bilo tako kot pri taksistih, ki so prej omenjala, da takoj, ko prebereš kriminalko, pozabiš nekaj, kar je nujno za izpit. Ja, če prebereš, da kirurg šiva na mizi, pa pozabiš, če... Tako, kako je v resnici treba. Upam, da ne. Ja. Joj, super. Jaz, ena stvar najprej, da opomnim, ne, kot sem rekel v uvodu, prijavite se na kanal na YouTube, pustite komentar, da lahko dobite knjigo, mojo ali Andrejevo, z posvetilom in podpisom, in upam, da vam bo fino branje. To, da ne pozabim pred koncem, zdaj bi po moje lahko, zdaj ne vem, jaz sem tukaj šel čez te svoje iztočnice, mogoče imaš še ti kakšno, ali pa kaj tazga pozabila? Ne, da bi vedel, si me kar temeljito izprašal. Aha, no, mislim, si tudi zelo temeljito in lepo odgovarjal. Izdaja svoje knjige, ta stavek je meni
oče velikokrat rekel, ne, človek mora v življenju dobiti otroka, posaditi drevo in napisati knjigo. Meni manjka še drevo, ne vem, kako si ti. Ampak Drevo sem v redu, ja. Vse smo odkljukali, tako da ne vem. bravo. Ti si malo mlajši, da vse. Bom- Kar velik. tako. Bom to drevo, mogoče bi lahko rekel, da je najlažji del. No. Tako da pisanje knjige, kaj bi rekel nekomu, ki bi mogoče probal začeti? Kako je že tisto reklo, ki ga ima Nike za svoje oglase? Če kdo ne ve, bo malce pogooglal in ga bo zvedel. Tako, se pravi, zakaj pa ne v resnici. Ja. Okay, zdaj, če pa vas zanima kaj več o tem, še enkrat, Andrej ima krasen tečaj, mislim, da 1 uro, uro pa pol traja. Ja, v 7 epizodah, približno 1 uro skupaj. Poglobljen, Tako, ja. poglobljen tečaj na aplikaciji MK+. Če boste pa v stresu med tem, ko boste to poslušali in pisali, pa imam jaz na isti aplikaciji tečaj o človečnosti. Tako da vabljeni, da to preverite. To aplikacijo pa lahko tudi podarite za kakšno darilo, obstajajo darilne kartice v Mladinski knjigi, ki je pa med drugim ta založba tudi danes nama sponzorirala tale pogovor, za kar se zelo lepo zahvaljujem. Išče nove dobre zgodbe. Tako, Ja, in zaradi mislim, to. da jih bo dobila, upam, od naju še kakšno. No? Upam, da ti boš tudi še kakšno napisal in ne samo bral, to ga najbolj z roko v roki. Pa še kakšno koliko sva- uredil, ne, tako je bo koliko napisal sva kdo rekla? drug. tako da, 18 knjig. Ja. Wow. Ja, super. No. Bomo No, videli. bova preštela, ko prideš v moja leta, morda me boš prehitel. Ja, Zdaj, kot jih imaš začetih, ti dobro kaže. Moj pogovor ob izidu druge knjige v Cankarjevem domu je vodil Slavko Jerič, ki je statistik in je rekel, lej, prva knjiga 1 leto, druga knjiga, je to zdaj korelacija ali bo kakšna ono drugo Zanimivo. Fibonaccijevo zaporedje Ja. ali kako bo šlo. Ne? Tako da, to je pa drugo vprašanje. Prvo vprašanje, ki ga ne maram, je, kje najdeš še zapisati, drugo pa kdaj bo, ali pa a kaj pišeš, to mi je neumno vprašanje, ker vedno kaj pišem, odkar sem začel. To je kot da bi tebe vprašal, a kaj bereš mogoče. Ja, ja. Ko te pa sprašujejo, kdaj bo naslednja knjiga, se pa kar spomni na Georgea Martina, takrat ti bo to lažbo. Kako še le njega to sprašuje? Njega se mi zdi, da smo eni že kar malo upali. Tako da, joj. Ja. So bili časi, ko sem se zelo sekiral glede tega. Sem si tako želel prebrati, ne? In to je bilo že zdaj 6 let nazaj. Zdaj mi je pa že... Evo, pa naj še kdo reče, da knjige nimajo prihodnosti, dokler so take entuzijasti. Knjige imajo in se sva rekla, bralci smo zahtevni, smo pa lahko tudi zelo zvesti. Ne? Res je. Zelo zvesti. In tukaj, tudi kot pisec, imam jaz kdaj ta občutek odgovornosti, zakaj raj še enkrat prebereš, zakaj raj kakšno poglavje v celoti izločam, še enkrat razmislim. Ker pri zgodbah specifično, ne, ti boš lahko človeka dobil, lahko ga boš izgubil in lahko se boš z njim povezal. Ne. Meni je nekdo rekel, da je, ko je en krasno povratno informacijo sem dobil, ena napisala, ko sem prebrala Sivo cono, sem zaprla knjigo in sem jo objela. In Grljivo. To Res mi je bil pa ja, tako lep lepo. poklon, res. Tako da so zelo, kljub tej nizki urni postavki, ki smo rekla, ne bi zamenjal tega za nič, res. Ne, seveda ni, kot pravijo številne popevke, ni denar vse, kar človek potrebuje. Pravzaprav potrebuje nekatere stvari še precej bolj, se zave zlasti takrat, ko jih nima. Ja, res je. Hvala ti, Andrej, res za ta pogovor. Hvala tebi za to prijatno vabilo. Ja, počutim se, kot da sem bil na enem krasnem predavanju o literaturi in bom zdaj šel v refleksijo in še malo z večjim veseljem pisati. Odlično, uživaj v pisanju, to je zelo važno. Hvala. Pa hvala vsem, ki ste naj poslušali. Jaz upam, da vam je bilo čim bolj zanimivo in čim bolj vas spodbudo, mogoče, da kdaj kaj napišete, pa imejte seveda prečudovit preostanek dne.